Ampak tisto ključno, kar bomo danes izpostavljali, je skupna vizija, je sodelovanje, so seveda izkušnje, mnenja, ki jih lahko drug drugemu predamo in si s tem pomagamo. Slišali smo že marsikaj in še bomo, kar se tiče programa Obzorje Evropa. Naj povem, da je to torej okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki je osredotočen predvsem na globalne izzive in pa na evropsko industrijsko konkurenčnost podjetij. Večkrat bomo najbrž danes slišali te podatke glede same skupne vrednosti programa, ker so res impozantni in ker izpostavijo, kako velik pravzaprav je program Obzorje Evropa. Za 7-letno obdobje, torej med leti 2021 in 2027, skupna vrednost programa znaša 95,5 milijard evra. V sklopu tako imenovanega Grozda 2, to je grozd poimenovan Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba, pa razpis Obzorje Evropa za kulturne in ustvarjalne sektorje v letu 2024, kot smo nekoliko že omenili, omogoča povezovanje in sodelovanje na področju kulturne vzgoje, demokratične udeležbe, zelenega prehoda, promociji vrednot prek kulturne dediščine in umetnosti in podobno. Delovni program 2023-2024 in aktualne razpise programa Obzorje Evropa za naslednje leto, torej za leto 2024, bo predstavil dr. Davor Kozmus z nacionalne kontaktne točke Obzorje Evropa. Lepo prosim za aplavz. Ja, upam, da dela mikrofon, ne? Slišite? Okay. Hvala lepa za besedo. Mislim res, jaz tudi že sodelujem pri teh dogodkih, ki skupaj organiziramo z Motovilo, že mislim, da kar vrsto let, mislim, da že 5, 6 ali mogoče celo 7 let. In tudi sama korona nas ni ustavila, takrat smo sicer bili v virtualnem prostoru, tudi mogoče v malenkost večjem številu kot danes. Ne vem, mogoče smo malo prezgodni za kulturni ali ustvarjalni sektor, ampak kljub temu, mislim, da tudi vidim neke nove obraze tule, tako da se zasedba dopolnjuje in tudi krepi. No pa zdaj, če gremo zdaj k sami vsebini, sam sem prihajam iz Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije in pokrivam ta grozd 2, ki posega tudi na področje kulture, na področje kreativnosti in pa seveda tudi na področje kulturne dediščine. In to so tiste vsebine, ki bi jih želel danes eksplicitno izpostaviti, ker sam delovni program je malenkost širši, to se pravi vključuje tudi določeno raziskovanje na polju informacijskih tehnologij, upravljanja, politoloških ved, zgodovine, tako da je zelo širok, ampak danes bi se želel nekako osredotočiti okrog teh vsebin, kot so kultura, ustvarjalnost pa kulturna dediščina. Zdaj, kaj bo predmet moje predstavitve? Zdaj, na kratko bom v uvodu predstavil sam ta sistem oziroma shemo Obzorja Evropa, potem bom predstavil tudi samo statistiko sodelovanja slovenskih inštitucij v tej tematski prioriteti Grozda 2 oziroma kultura, kreativnosti in vključujoča družba, kot nosi naslov. Potem bom predstavil, kar je tudi centralna tema današnje predstavitve, te odprte razpise, predvsem s fokusom na priložnostih za sodelovanje za kulturni in kreativni sektor. Potem predstavil bom nekaj teh splošnih pravil in pa napotkov za sodelovanje. Potem bom predstavil tudi možnosti za iskanje razpisov in pa partnerjev. Ter na koncu bom malenko zašel tudi izven samega Obzorja Evropa in sicer predstavil bom ta razpis, ki je bil izveden v letošnjem letu in sicer razpis, ki ima tudi že zelo bogato zgodovino, ki sega nekje v leto 2005 in mnogi, če kdo izmed vas tukaj raziskovalec iz ZRC SAZU-ja verjetno že pozna, to je razpis HERA, to se pravi razpis, ki omogoča povezovanje na mednarodni ravni na področju humanistike. In v letošnjem letu smo organizirali en tak razpis z imenom Crisis, to se pravi krize, naslavlja krize, tako naprimer te podnebne krize, potem naslavlja krize, ki so povezane z rabo novih tehnologij, potem kriza, kot je naprimer kriza povezana s pandemijo in pa ne nazadnje tudi kriza ukrajinsko-ruski konflikt. Tako da je zelo široka zadeva. In tudi danes, jaz se bom mogel upravičiti, ponovadi sem vedno do konca, ampak danes imamo zelo en pomemben sestanek, mogel bi biti sicer v Parizu, točno na tem dogodku HERA, kjer se bomo mi tudi odločali o prihodnosti HERA, kjer bomo tudi razpravljali o novih možnostih, novih razpisih, ki bodo odprti tako za raziskovanje in tudi za možnost vključevanja kulturnega
sektorja pri teh razpisih. No in zdaj, če kar gremo k sami predstavitvi, tule vidite, tole sliko ste verjetno že videli zelo pogosto. Če ste se udeležili kakšnega dogodka, ki ga organiziramo, naše ministrstvo, to je pač shema obzorja Evropa, sestavljen iz 3 različnih stebrov. Prvi steber naslavlja področje odličnosti, tu gre predvsem za podporo raziskavam, najboljšim raziskavam, bi lahko rekel na svetu, to se pravi, to so raziskave, ki jih podpira Evropski raziskovalni svet. Potem tukaj gre tudi za podporo ukrepov Marie Sklodowska-Curie akcij, tu gre predvsem za financiranje postdoktorskih projektov, potem skozi ta steber se podpira tudi Evropska raziskovalna infrastruktura. Potem osrednji steber, kjer se nahaja tudi naša tematika danes, je ta steber, ki naslavlja globalne izzive in evropsko industrijsko konkurenčnost, je res zelo širok steber, ki se razprostira od področja zdravja, potem naslavlja področje civilne varnosti, naslavlja tudi digitalno področje, industrije, podnebja, energije, transporta, naravnih virov, kmetijstva in pa okolja. In seveda ne nazadnje tudi ta GROZD 2, ki naslavlja področje kulture, ustvarjalnosti in pa vključujoče družbe. Tu je še tudi tretji steber, ki je bolj naravnan za podporo inovacijskim projektom in pa sodelovanju malih in srednje velikih podjetij in tudi industrije. In pa od spodaj še vidite ta prečni projekt, gre pa za steber, ki pokrija širitev udeležbe in krepitev evropskega raziskovalnega prostora, ta pa je fokusiran za podporo tem državam, ki smo se zadnje pridružile Evropsko unijo in pa tudi po bruto domačemu proizvodu tudi Portugalska in Grčija. Govorili smo že tudi o sami višini sredstev, ki je namenjena za ta program Obzorje Evropa. Res je ogromna, to se pravi 95,5 milijarde evrov je namenjen za ta komplet, to se pravi za vse te stebre, ampak potem je pa pač treba pogledati, da se ta znesek deli po posameznih stebrih, deli se pa po posameznih grozdih, naprimer znotraj tega globalnih izzivov, deli se potem znotraj tega še po destinacijah in potem znotraj destinacije šele pridemo na to mikroraven, kjer so sredstva naprimer dodeljena za konkretne razpise. Zdaj, kar se tiče tega grozda 2, kultura, kreativnost in vključujoča družba, ta je sestavljen iz 3 različnih destinacij. Prvi, tale moder na vaši levi strani je demokracija in upravljanja, ima akronim Democracy, na podlagi teh 3 akronimov, teh angleških akronimov, ki jih vidite tle, lahko vi tudi znotraj delovnega programa iščete vaše razpise. Tako da je dobro vedeti tudi takrat, naprimer, ko vi stopite v kontakt z mano, da vas nekaj zanima, je zelo dobro, da mi poveste, naprimer, akronim projekta ali pa naslov, kakorkoli, in bomo lažje locirali zdaj vsebino in se potem lahko lažje tudi pogovarjamo o vaših vprašanjih. Kar se tiče te prve destinacije, tu bo namenjeno v letu 2024 95 milijonov evrov. Potem imamo na vaši desni strani je destinacija družbene in ekonomske spremembe, transformations. Tu bo v letošnjem letu oziroma v prihodnjem letu namenjenih 96 milijonov evrov. In pa ta centralni, o katerem bomo govorili danes, je pa destinacija Evropska kulturna dediščina, kulturna in ustvarjalna industrija, kjer bo v prihodnjem letu namenjenih 65 milijonov evrov in to vse skupaj za ta grozd je, če to potegnemo skupaj, je 256 milijonov evrov. No, če si zdaj na kratko pogledamo samo statistiko sodelovanja slovenskih inštitucij v tem grozdu, lahko vidimo naslednje. In sicer do sedaj, to se pravi od začetka izvajanja Obzorja Evropa, je v tem grozdu bilo podpisanih 21 pogodb. Slovenske inštitucije so uspele pridobiti 5,6 milijonov evrov za izvajanje svojih aktivnosti in projektov. Stopnja uspešnosti, pa lahko rečem, da je kar zadovoljiva, sploh mislim v primerjavi z ostalimi, ker je ta znaša 24,72%.
Potem sem šel pogledat, kakšno je evropsko povprečje te uspešnosti, je nekoliko niže, to se pravi nekaj malega manj kot 22%. In tudi, če sem pol pogledal nekako med temi grozdi, nekako ta destinacija oziroma ta grozd nekako za par odstotkov je boljši kot pa drugi. Tako da je mogoče malenkost več priložnosti. In tudi verjetno je še nekaj, kar mogoče kaže na nek potencial, da bi se še lahko kakšne inštitucije prijavljale in pri tem bile tudi uspešne. Zdaj, na kratko, kdo so ti partnerji? Tukaj so zgolj ene par teh imen navedenih. Se res razprostirajo z zelo širokega področja. Tako imamo na eni strani Univerzo v Ljubljani s svojimi fakultetami, potem Univerzo v Mariboru s svojimi fakultetami. Tu so tudi, na primer, raziskovalni inštituti, kot je, na primer, Mirovni inštitut, Zavod za kulturno umetnost in izobraževanje Kersnikova, ki ga imamo tudi danes tukaj med nami. Potem je tudi, na primer, so uspešna pri teh prijavah društva, to se pravi civilna družba. Tu je, na primer, Društvo za raziskovalne in kulturne dejavnosti Policy Lab. Imamo tudi društvo Focus, ki je društvo za sonaravni razvoj, in pa seveda tudi druge inštitucije, ki jih tu ne navajam. Uspešna so tudi podjetja. Do zdaj so bila uspešna 3 podjetja, in sicer New Moment d.o.o., Semantika d.o.o., Informacijske rešitve in pa STA. Kar se tiče mednarodnega sodelovanja, se slovenske inštitucije najbolj povezujejo s temi 5 državami, to se pravi Italijo, Španijo, Francijo, Grčijo in pa Nemčijo, kar je pa po svoje tudi nekako logično, ker gre tu za velike države, ki pa imajo tudi nek potencial odzadaj. Kar se tiče teh relevantnih razpisov za področje kulturne dediščine in kulture za ustvarjalni sektor v Grozdu 2, znotraj tega lahko najdemo 5 razpisov v destinaciji dediščina, to se pravi ta heritage. En relevanten razpis je v destinaciji demokracija in pa eden razpis znotraj destinacija transformations. Gre pa pri teh razpisih, mislim za tip, če jih opredelim po tipih, so to znanstveno-raziskovalni razpisi tipa RIA, Research and Innovation Action, to so 3 takšni razpisi. Vam bom tudi povedal, zakaj je to pomembno vedeti. In pa 4 razpisi so Innovation Action. Zdaj, za vse je pa značilno to, da bodo financirani v 100% deležu. To velja predvsem za neprofitne organizacije, to se pravi, ni potrebno zagotavljati svojih lastnih finančnih sredstev pri pripravi oziroma izvajanju projekta. Seveda pa opozorilo tukaj zdaj, če je med nami mogoče kakšno podjetje, in sicer pri Innovation Actions pa bo Evropska komisija financirala do 70%, to se pravi 30% morajo pa podjetja oziroma te organizacije zagotoviti same. No pa, če se zdaj pogledamo samo vsebino, kar je tudi jedro današnje predstavitve. Zdaj, prva tematika naslavlja novi evropski Bauhaus. Tu gre za povezovanje in izvrševanje reforme na področju zelenega prehoda. Seveda s poudarki, ki posegajo tako na primer na področje umetnosti, kulture, arhitekture in pa tudi dizajna. Zdaj, s tem projektom bo nekako potrebo razviti inovativne rešitve, ki bodo testirane na vsaj 5 pilotnih projektih na področju ohranjanja kulturne dediščine in pa kreativne industrije. Cilj pa je nekako povezati in pa vključevati tudi lokalne skupnosti na eni strani, potem družbo in pa tudi pomembne akterje z področja zaščite, ohranjanja in pa širitve zavedanja ter tudi promocije kulturne dediščine. Zdaj, predlog projekta bo lahko vključeval rezultate tudi predhodnih raziskav in bo pomagal pri oblikovanju rešitev, ki so predmet te nove evropske Bauhaus iniciative. Zdaj, napotek pri razpisu je, da se poveže geografsko zelo različne locirane akterje. To se pravi, da niste preveč orientirani zgolj na nek srednji evropski prostor, ampak da se poskuša nekako najti konzorcij, ki res je nekako panevropski. Za financiranje bo tu Evropska komisija namenila 16 milijonov evrov,
Priporočena vrednost projekta je določena med 3 do 5 milijona evrov, tako da pričakujemo iz tega nekako financiranje 3 projektov. Naslednja tematika. Ta tematika direktno naslavlja področja kulturne in pa kreativne industrije. Cilj tukaj pa je, da področji kulturne in kreativne industrije nekako postaneta gonili, ki bosta pomagala in prispevala k temu zelenemu prehodu, ki, kot vemo, je ena od najpomembnejših evropskih strategij, s kateri se želi doseči ogljično in pa podnebno nevtralnost Evrope. Predlog projekta bo tu moral pripraviti tudi nove poslovne modele, kot tudi na primer nasloviti problematiko rabe novih tehnologij. Potem tudi pomagati bo moral vključevanju kulturnemu in pa kreativnemu sektorju, ki še v velikih primerih nima razvitih kapacitet, da bi lahko sledil izzivom, ki jih prinaša ta zeleni prehod. Predlog projekta bo moral vključevati najmanj 5 partnerjev iz 5 različnih držav, prav tako pa bo predlog projekta moral izvesti manjše pilotne projekte, s katerimi se bo preverilo družbeno in pa okoljsko izvedljivost predlaganih rešitev. Izvedba projekta je lahko fokusirana okrog ene tematike, lahko pa se tudi posega več. To je pač odločitev konzorcija, kako bodo pač zastavili sam problem. Za financiranje je Evropska komisija namenila 13 milijonov evrov, priporočena vrednost projekta pa je določena med 3 do 4 milijonami evrov, tako da tudi tukaj nekako pričakujemo financiranje 3 projektov. Potem naslednji projekt na področju povezovanja kulturne in pa kreativne industrije s področjem digitalnih tehnologij se je izoblikovala ena razpisna tematika, ki bo morala nasloviti izzive s področja digitalnega prehoda. To se pravi, prej smo govorili o tem zelenem prehodu, tu se naslavlja področje digitalnega prehoda. Tudi tu podobno kot prej pri tematiki, ki naslavlja področje tega zelenega prehoda, velja premisa, da kulturna in kreativna industrija lahko igra zelo pomembno vlogo kot generator teh novih rešitev. Naprimer, tudi tu se lahko izbere enega ali pa nekaj teh fokusiranih področij oziroma nek cilj preučevanja, kot je naprimer neke nove informacijske tehnologije, ki so naprimer relevantna za področje kulture in pa kreativno industrijo in so tako lahko tudi predmet preučevanja oziroma tudi implementacije skozi te manjše pilotne projekte. Tudi tu je Evropska komisija postavila kriterij, da morajo na predlogu sodelovati najmanj 4 partnerji iz 4 evropskih držav, kar pa se, vsaj tako iz prakse lahko povem, mnogokrat preseže, ker nekateri projekti so, vsaj po mojih izkušnjah, tudi z velikih konzorcij, tako da se to razprostira od 8 pa tudi tja do preko 20. Tako da je čist odvisno, kako je pač izbran pristop koordinatorja in pa pol v dogovoru s partnerji se potem išče najboljše rešitve. Tu je tudi Evropska komisija namenja 13 milijonov evrov, priporočena vrednost projekta pa je tudi določena med 3 do 4 milijoni evrov, tako da nekako pričakujemo financiranje 3 projektov. Potem naslednji 4. razpis po vrsti pa naslavlja področje promocije evropske kulturne dediščine doma in pa v tujini. Cilj tu je promovirati področje evropske umetnosti v mednarodnih okoljih, hkrati pa tudi krepiti področje kulturne in pa kreativne industrije. Cilj je predvsem spodbuditi sodelovanje na lokalni, nacionalni in hkrati tudi na evropski ravni in povezati naprimer to področje z ostalimi sektorji, kot so naprimer področje turizma, ekonomije in pa gospodarstva. Predlog projekta bo lahko prikazal dobre prakse, ki že obstajajo na tem področju v Evropi, lahko pa bo tudi posegal na čiste neke nove oziroma bo lahko s pilotnimi projekti naslavljal neke nove, naprimer, izzive.
in pa naprimer tudi predstavil ovire na teh področjih. Pripravilo se bo lahko tudi ustrezna politična priporočila, ki se jih bo lahko integriralo pri oblikovanju teh novih rešitev na lokalnem, nacionalnem, kot tudi na evropskem nivoju. Zdaj, Evropska komisija je tu za ta razpis namenja 12 milijonov evrov, priporočena vrednost pa je tudi od 3 do 4 milijone evrov, tako da tudi tu lahko pričakujemo nekje do 3 oziroma mogoče tudi 4 projekte. Zdaj, naslednja tematika pa naslavlja področje zaščite evropskih jezikov in njene bogate raznovrstnosti. Tu bo predvsem izziv za raziskovanje in hkrati izziv tudi za iskanje nekih, naprimer, tehnoloških rešitev, kot naprimer, kako naprimer informacijska in komunikacijska tehnologija pomaga ohranjati raznovrstnost jezikov v Evropi. Tu bo potrebno odgovoriti na izziv, ki ga na eni strani prinaša globalizacija in na drugi strani zaščita te raznovrstne evropske identitete. Pripraviti bo tu potrebno tudi priporočila, kako različni jeziki sobivajo in kako presegajo naprimer ovire, kjer en jezik naprimer začne prevladovati nad drugimi, kot je naprimer, vsi vemo, angleščina. Cilj je tu, da se spodbudi sodelovanje med različnimi eksperti, tako naprimer jezikoslovci, potem naprimer eksperti z področja izobraževanja, potem strokovnjaki z področja informacijskih tehnologij in seveda tudi družbenimi deležniki ter tudi posamezniki s posebnim fokusom na skupini mladih. No, za financiranje tu Evropska komisija namenja 10 milijonov evrov, priporočena vrednost projekta pa znaša med 2 do 3 milijona evrov, tako da tu pričakujemo nekje 3 do 4 projekte, ki bodo na konci zbrani. No, z destinacije demokracija pa prihaja ena priložnost za raziskovanje za področje kulture in umetnosti, in sicer gre tu za tematiko, ki bo proučevala vlogo kulture in umetnosti pri demokratični participaciji družbe in pri političnem izražanju na spletu, kot tudi v fizičnem svetu. No, tu bo mogoče pripraviti tudi pilotni projekt oziroma neko eksperimentalno okolje, ki bo omogočalo bolj razumeti te prakse s ciljem okrepiti demokratične procese in tudi dvigniti samo kulturo dialoga v družbi. Za financiranje bo Evropska komisija tu namenja 9 milijonov evrov, priporočena vrednost projekta pa je med 2 do 3 milijonov evrov, tako da tu pričakujemo tudi financiranje 3 projektov. In še zadnja, in sicer tematika, ki tudi naslavlja področje vloge umetnosti in kulture, pa je neposredno povezana s področjem izobraževanja. Tematiko je mogoče najti pod destinacijo Transformations, kot smo že prej na začetku govorili. Zdaj, predlog projekta pa bo lahko tukaj naslovil izzive z področja kulture in umetnosti, predvsem z vidika, kaj naprimer prinašajo nove tehnologije in pa tudi umetna inteligenca in kako se to dvoje vključuje v same procese izobraževanja. Odgovoriti bo mogoče tudi, kako naprimer nove metode krepijo kulturno ozaveščenost in samo umetniško izražanje družbe. No, za financiranje Evropska komisija bo tu namenila 10 milijonov evrov, priporočena vrednost pa tudi znaša med 2 do 3 milijonov evrov, tako da tudi tu pričakujemo financiranje 3 projektov. Zdaj pa se vam verjetno poraja množica vprašanj povezanih s tem, kdo naprimer lahko sploh sodeluje pri teh razpisih, kje te razpise, kje te tematike najti in kje najti potencialne partnerje za tvorjenje konzorcijev in pa povezovanja. Tako da si mogoče v nadaljevanju pač pogledamo nekaj teh splošnih pravil. Zdaj, kot vidimo iz tega slajda, ta zadeva oziroma vsi ti razpisi znotraj obzorja Evropa so odprte res za vse inštitucije. To mislim v najširšem smislu, od raziskovalnih inštitutov do univerz, malih in srednje velikih
podjetij, javnih uprav, ministrstev, mednarodnih organizacij, potem organizacij, ki prihajajo iz civilne družbe, nevladne organizacije, društva, zavode, to se pravi vse. Razen posamezniki. Posamezniki pa se lahko prijavljajo zgolj na specifične razpise, sploh v tem prvem stebru, kjer gre za podporo odličnosti, razpise, ki jih organizira Evropski raziskovalni svet in pa ukrepi Marie Sklodowska-Curie. Tam je za individualce. Dočim tu pa mora biti tudi zadnji neka pravna oseba. Zdaj, v obzorju Evropa velja tudi eno splošno pravilo, ki pravi, da morajo sodelovati najmanj tri pravne osebe iz najmanj 3 različnih držav Evropske unije ali pridruženih članic. Poleg tega pa so lahko znotraj posameznih tematik, saj prej sem tudi že nakazal, kjer ste videli, da naprimer Evropska komisija specificira, da mora biti to število večje, je lahko specificirano to število več partnerjev, potem se lahko specificira tudi tip, naprimer sodelujoče organizacije, potem lokacija sodelujoče institucije in pa naprimer sodelovanje z specifičnimi državami, kot so naprimer države, ki prihajajo iz Zahodnega Balkana ali pa naprimer evromediteranske regije in podobno. In vse te specifikacije najdete znotraj tega opisa. Tako da boste zelo pozorni, ko boste prebirali ta delovni program, tam notri so ti kriteriji specificirani in jih je treba pri pripravi vašega predloga projekta upoštevati. Prej sem tudi, ko sem govoril, sami predstavljal te tematike, sem govoril tudi o vrednostih projekta. Tu je Evropska komisija malenkost fleksibilna, tako da je ta vrednost zgolj priporočena. In Evropska komisija dopušča tudi, da greste izven meje teh priporočene vrednosti, seveda, da to skozi svoj predlog projekta tudi ustrezno utemeljite. No, kot sem že omenil, financiralo se bo tu 100% upravičenih stroških pri tipih projekta Research and Innovation Action in Coordinated and Support Actions, kot tudi pri teh Innovation Actions za raziskovalne inštitucije, za univerze, neprofitne organizacije, no in pri teh Innovation Actions zgolj podjetja morajo zagotavljati teh 30% svojih lastnih sredstev. Še nekaj koristnih napotkov, vsekakor začnite zgodaj z pripravo tega vašega predloga projekta. Naprimer, ne pozabiti, da Evropska komisija lahko določene tematike razpiše zgolj enkrat in se potem ne ponovi več, ali pa se tudi zgodijo situacije, da se zelo podobne tematike pojavljajo skozi obdobje, ampak imejte pač to v zakupu, da določena tematika lahko izgine za kakšno obdobje iz delovnih programov. Vsekakor, zelo pomembno, skrbno je potrebno prebrati samo ta razpis oziroma delovni program z navodili, potem upoštevati tudi te različne zahteve posameznih razpisnih tem, kot sem že omenil. Dobro se je tudi seznaniti z kriteriji evalvacije, to se pravi, vaš predlog projekta bo ocenjen po teh 3 kriterijih, odličnosti, učinek in implementacije. Vsekakor, zelo pomembno, če nastopate naprimer kot koordinator na projektu, je, da imajo vsi partnerji znotraj predloga projekta jasno definirano nalogo. Da ne pride naprimer do situacije, kjer se pojavljajo tako, da se pojavi nek partner, ki je tam samo zato, da je, ali pa ti speči partner. Oziroma dobro je, da vsak partner je naprimer nosilec kakšnega delovnega sklopa ali pa vsaj neke naloge in da je razvidno iz tega predloga, da prispeva k rešitvi tega vašega raziskovalnega ali pa drugega družbenega problema znotraj predloga projekta. Mogoče en nasvet, naprimer, če v tem trenutku še nimate poguma, naprimer, ali pa tudi kapacitet, da bi sodelovali pri teh skupnih razpisih obzorja Evropa, kljub temu pa verjamem, da vsi tule posedujete določeno znanje, določene ekspertize, pa je, da se prijavite v to bazo za ocenjevanje raziskovalnih projektov in tudi na ta način kot ocenjevalec lahko pridobite neke bogate izkušnje za pripravo svojih bodočih projektov. Ker namreč Evropska komisija naprimer vedno dopolnjuje to bazo podatkov in je zelo dobrodošlo, da se novi ljudje vpisujejo v to bazo podatkov in lahko ste pozvani, pač določena tematika, ki je sorodna vaši ekspertizi, ki jo vi pokrivate, ste pozvani in vas prosijo naprimer za ocenjevanje določenega
predloga projektov. In pa vsekakor, tudi zelo pomembno, naše ministrstvo ima tudi to spletno stran Obzorje Evropa, kjer redno objavljamo novice, objavljamo informacije o dogodkih in vseh pomembnih informacijah, ki tiče zadeva te odprte razpise. Vsekakor tudi zelo pomembno je, da se seznanite, vse verjetno večina od vas, če ste že sodelovali ali pa ste kdaj poskušali sodelovati, pozna ta Funding and Tenders portal, to je ena izmed odličnih servisov, ki vas spremlja praktično skozi svoje celotno obdobje od začetka, ko ste vstopili, naprimer, kot mladi raziskovalec ali pa pač zanimajo vas evropski projekti in ste vstopili v to in začnete iskati po spletu priložnostih o novih projektov in vse do takrat, naprimer, ko vi pripravljate, oddajate projekte in pol, naprimer, dobite projekti in tudi skozi ta portal vi vsebinsko poročate in tudi finančno poročate, da pol dobite finančna sredstva s strani Evropske komisije. Kar je odlično, tudi ta portal omogoča tudi iskanje partnerjev in ta portal ni namenjen zgolj samo okvirnemu programu Obzorja Evropa in praktično posega za celotni inštrumentarij, ki ga financira Evropska komisija, tako da tu spada tudi, ta razpis Kreativna Evropa, tako da je praktično nek generalni servis za kompletne vse evropske razpise. Ja, tule bi še rad izpostavil tudi, naprimer, vas zanima, ste začetnik, ne veste, kje bi se zdaj lotili teh iskanja partnerjev, pač imate neko idejo v glavi, kje bi zdaj jaz našel svoj konzorcij, kje bi našel jaz koordinatorja, ali pa, naprimer, imate večjo ambicijo, ste, naprimer, želite postati koordinator, kje bi zdaj poiskal partnerje za sodelovanje. Res je, tu bom predstavil v nadaljevanju dva servisa, ampak kljub temu bi jaz želel izpostaviti eno zelo pomembno zadevo in sicer zelo pomembno je, da ste pozorni naprimer na te ključne informativne dni, ki jih naprimer organizira Evropska komisija. Naprimer, ta informativni dan je bil organiziran pred kratkim, mislim, da slabim mesecem ga je organizirala Evropska komisija in sicer ni bil organiziran v fizični obliki, ker so pač ugotovili, da se na ta način, če se predstavi v ta virtualni prostor, se naprimer lahko tega informativnega dneva udeleži znatno več ljudi, ampak kljub temu, poleg seveda dolgočasnih predstavitev, vsebinskih predstavitev in seveda vprašanj, pa so tu bila tudi možnost, da naprimer, da vi imate ta brokerage event, to se pravi povezovanje z partnerji, ki imajo sorodna znanja, ki jih naprimer vi iščete, naprimer in na ta način tudi lahko potem tvorite te konzorcije. To se mi zdi en najpomembnejši zadev. Seveda pa ima tudi, naprimer, vsaj te dogodke, ker jih pomnimo iz preteklosti, pred pandemični čas, so se dogajali pretežno v Bruslju, kjer so pač prišli vsi različni raziskovalci, inštitucije, podjetja in so se srečevali fizično, kar ima tudi neko prednost, da ti vidiš človeka pred sabo in tudi začutiš, ali lahko mi skupaj nekaj naredimo na neki idejni zasnovi projekta. Ampak kljub temu, zdaj, poleg tega pa obstajajo tudi dva servisa za iskanje partnerjev. Prvi tak servis, ki ni samo iskanje partnerjev, je ta Net for Society portal, tale na vaši levi strani. Ta portal upravljamo nacionalne kontaktne točke vseh evropskih držav, tako da tu lahko najdete vse informacije, kar se tiče odprtih razpisov, rezultatov razpisov. Gor je možno tudi, naprimer, oddati svoj profil vaše inštitucije, vas osebno, ambicije, tako da tudi tu lahko vi matchmakate oziroma iščete te sorodne veščine, da se povezujete. Tako da je zelo ena taka koristni portal za iskanje. Mislim, da trenutno je gor, kakor sem nazadnje pogledal, okrog 2500 profilov, ki jih lahko potem seveda filtrirate po vaših ključnih besedah. Potem na drugi strani je pa tale portal, ki ga omogoča Funding and Tender portal, portal iz Evropske komisije, ki pa ima tudi svoje prednosti. In sicer, koliko naprimer lahko, zdaj imamo čisto na praktičnem primeru,
na primeru te tematike, ki sem jo danes predstavil, sicer ta promocija vrednot doma in v tujini. V začetku pač imate te osnovne karakteristike tega razpisa za vsebino, za cilji, potem pa čisto na koncu dol pa imate tudi možnost videti, koliko organizacij, koliko partnerjev se je zainteresiranih za povezovanje in tvorjenje teh konzorcijev. Tako da pri tej temi me je kar presenetila tale številka, je zelo visoka, to se pravi 114 organizacij oziroma posameznikov išče neke partnerje za pripravo teh skupnih predlogov projektov. In ta zadeva obstaja pri vseh razpisanih temah. Tako da se je zelo dobro to pogledati. Poleg tega pa lahko tudi vi oddate svoj profil in izrazite na primer željo, da bi želeli sodelovati pri neki konkretni tematiki. No, zdaj pa še malenko skok ven, zdaj smo zaključili z tem predstavitvijo obzorja Evropa, je pa ta skok na to Hero, ki tudi že ima zelo bogato zgodovino za sabo. Zdaj, kot sem že prej na začetku čisto omenil, v septembru se je zaključila prva faza. Zdaj ne vem, ali je kdo tukaj tudi iz ZRCZU-ja, ki je mogoče prijavljal projekt, tako da je mogoče tole tudi malo interesantno, da malo omenim, saj da vidite, da začutite, da ta Hera iniciativa deluje že vrsto let, od leta 2009, skupaj smo že zdaj organizirali, mislim, da 6 mednarodnih razpisov, se pa razlikuje malenkost od obzorja Evropa, po svoje je malenkost bolj user-friendly, bi lahko rekel temu. Malenkost lažje je prijavljati te projekte tu, ker je tudi po svoje je dvostopenjski in omogoča, da ne štartate na polno, na full gas že v samem začetku, ampak se pač poskuša. Tako da je tole zelo priljubljeno med raziskovalci z področja humanistike v Sloveniji. In temu tudi nekako odražajo tudi same te prijave. Zdaj za vse skupaj, za celotni ta razpis, ki je bil organiziran letos, je prišlo 204 prijave, od tega je 34 s slovenskimi partnerji. Tu pa je res tudi, kar me je presenetilo, letos kar veliko koordinatorskih projektov, ki jih želijo slovenske inštitucije prijaviti. In tu je tudi možnost, naprimer, da se kot associated partner pojavi tudi kakšna organizacija z področja kulture, lahko potem tudi kakšno društvo, tako da se tudi te lahko vključuje v njih, v te projekte. Zdaj, kaj zdaj sledi? Zdaj v tej fazi smo zdaj v tem tretjem koraku, zdaj sledi ocenjevanje. Mislim, da včeraj so prejeli vsi ti prijavitelji, ali so eligible, to se pravi, ali ustrezajo vsem tem nacionalnim kriterijem, ali ustrezajo, mislim, da je v Sloveniji samo ena inštitucija, ki ni izpolnjevala te zadeve, to se pravi, da bomo imeli v evalvaciji 33 predlogov projektov s slovenskimi partnerji. Potem, zdaj sledi evalvacija, potem povabilo v drugo fazo, ki jo lahko pričakujemo nekje konec decembra oziroma v začetku prihodnega leta. No in potem tu se bo pač malenko bo šlo to zadeva čez sito, tako da bomo pol od takrat naprej tudi v direktnem kontaktu z vsemi tistimi uspešnimi slovenskimi inštitucijami in bomo v tej drugi fazi prijave, mi smo tudi že na ministrstvu določili rok za oddajo te nacionalne dokumentacije na eni strani, to smo postavili na 21. marec, se pravi malenkost pred uradnim rokom oddaje in sicer preprostega razloga, da se pogleda finančni načrt, da se optimizira, če je še kaj potrebno, pa da se pač odda tudi tiste potrebne obrazce, ki jih pač moramo sprejeti na naše ministrstvo. No in rok oddaje, ki je pomemben za koordinatorje, kompletna dokumentacija mora biti kompletirana do 26. marca, potem seveda sledi drugo leto to ocenjevanje, vsak predlog projekta bojo pregledali najmanj 3 eksperti in pa potem boste dobili tudi možnost, naprimer po evalvaciji bodo dobili vsi ti nosilci možnost ugovora na oceno, tako da tudi tu se bo še mogoče malenkost potem lahko spremenilo, samo ta ocenjevalna lestvica. No, konec prihodnjega leta, v novembru, decembru,
pa pričakujemo rezultatov in potem sklepanje pogodb z uspešnimi prijavitelji. Zdaj, to bi bilo... Malo ste zamudili, ja. To bi bilo zdaj na kratko vse, zdaj pa vabim vse k vprašanjem, verjetno, ker jih imate, ne, ker ja, čez pol urce že imam sestanek na tej heri, tako da vabljeni vsi, tako da... Če smo zamudili. Se opravičujem, v bistvu bi sam nadaljevala s komentarjem, ker zdaj smo vsi navdušeni nad hero, pa nas zanima, ali je zamudnike še kakšna priložnost. No, ravno danes se bomo mi, mogli bi biti sicer v Parizu na tem pomembnem sestanku here, je eden najpomembnejših. Zadeva je takšna, ne? Hera se je pač rodila iz ERANET iniciative, to se pravi, ERANET pomeni, da je določen del finančnih sredstev zagotavljala tudi Evropska komisija. Ne? In to je bilo do zdaj tako. No, pri tem zadnjem razpisu, ki sem ga omenil tudi, ne, ta crisis, pa smo prišli do momenta, kjer teh ERA iniciativ ni več. Evropska komisija ne zagotavlja več teh dodatnih finančnih sredstev, ampak mi kljub vsemu, ne, ker imamo to dolgoletno tradicijo in izkušnje, smo si malenkost pomagali z enim projektom, evropskim projektom, da se pač to centralni menedžment upravljanja, ne, ker tukaj je tudi ogromno tega dela, ne, glede zbiranja prijav, objavljanja razpisov, ne, na mednarodni ravni, da ti lahko koordiniraš vse te partnerje iz evropskih držav, smo se naslonili na ta projekt Chance, tako da smo ga izvedli. Ne. No, danes pa smo pač postavljeni pred dejstvo, kam bomo šli v prihodnost, glede here. Ne. Odpirajo se nove možnosti in sicer skozi partnerstva. Ne. Na eni strani je partnerstvo, ki bo zaživelo, oba dva ta partnerstva, ki bo omenil, bosta zaživela v prihodnjem letu. Eno je z področja kulturne dediščine, eno je pa naslavlja področje družbe in pa družbenih sprememb. Ne. In znotraj tega bomo mogli nekako pri heri najti rešitev, da dobimo ta potrebna finančna sredstva za upravljanje, ker drugače smo popolnoma odvisni od nacionalnega budžeta, ne, ker tudi to je alternativa, ne, ker tudi zdaj v večji meri, kar mi zdaj pri heri delamo, je, da mi 100% financiramo te uspešne raziskave. Ne, to se pravi, v popolnem deležu. Prej, skozi ERANET-e, je vedno Evropska komisija nekako zagotovila 1/3 sredstev in je bila tudi, na primer, motivacija za manjše države, da so se pokrivale te razlike. Ne, ker tudi se je dogodilo v praksi, vem, pri drugem razpisu here, da smo bili Slovenci preveč uspešni. Ne, in smo takrat, vem, dobili 4 projekte, ne, mi smo pa zagotavljali zgolj 80 000 evrov, ne, zahtevali smo pa 800 000 evrov. Ne, in se je iz tiste razlike, ko je prispevala Evropska komisija, pokrilo to, da so se lahko vse 4 inštitucije, slovenske inštitucije, sfinancirale skozi ta projekt. In to je tudi ena izmed teh dobrih praks, ne, in tudi gonil, ne, da Slovenija, ne, naše ministrstvo sodeluje še tudi naprej. Tako da vsekakor bomo gledali na to, da skozi partnerstva nekako vzpostavljamo te nove priložnosti, ki se pa lahko relativno hitro, to se pravi leta 2024 se bo to začelo, tako da lahko že konec leta 2024-2025 nekje računamo na nove razpise. Jaz bi se najprej zahvalila za to zelo nazorno predstavitev. Me pa zanima naslednje. Zdaj smo v bistvu v zaključovanju delovnega programa 2023-2024. In me zanima, kdaj bo na voljo naslednji delovni program, ki bo, a bo za 3 leta, a bo za 2 leti, ker bo tudi, bom rekla, mogoče zelo pomembna informacija za prijavitelje in bomo imeli dovolj časa tudi za naslednja leta. In mogoče, če se že nekako vedo neke vsebinske prioritete. Hvala lepa. Ne. Glede vsebinskih prioritet še zdaj ne moramo diskutirati, ne. Tako da to gre po nekem rednem
rednem schedulu, tako da takoj, naprimer, ko bo ta zadeva, ne, ker vse veste, ne, pri teh delovnih programih, takrat, ko so v delovni verziji, so zelo skrivnostni. Ne. Nikako, sploh še vem, da so nam zabičali strani Evropske komisije, zdaj, da ne smemo teh draftov pošiljati, ampak kdaj pa tudi se Evropska komisija zmoti, ne, in je do zdaj, ne, preko portala, če si bil zelo spreten, si najdel vse te sestanke programskih odborov in si najdel, naprimer, tematike, ki so se razpravljali na teh programskih odborov. S tem, da je zdaj, mislim, da je Evropska komisija malenkost to omejila, ampak seveda, ne, takšni informativni dni, ko so to, ne, bomo mi kot nacionalne kontaktne osebe tisto, kar lahko, bomo tudi dali kakšne te napotke oziroma nasvete, kdaj, kako in kje in tudi v katero smer nekako gre. Okay. Še kakšno? Lahko še jaz vprašam, kar se tiče samega pravzaprav izobraževanja, pa mogoče delavnic za to, da se ta celotna priprava dokumentacije in pa potem tudi vodenje projektov izpelje. Je načrtovana kakšna z vaše strani? Glede priprave delavnice? Ne, to nismo zaenkrat načrtovali, ker vem, na strani Evropske komisije mislim, da tudi tu, naprimer skozi Net for Society, ne, se velikokrat organizirajo kakšne delavnice na to temo priprave teh skupnih predlogov projektov, ne, in tudi naprimer te napotkov. Tako da je dobro slediti naprimer tistemu portalu Net for Society, ki ga omenjam tule, ne, ker redno nekaj imajo, ne, ker je zadnje tudi kapaciteta teh ekspertov, ki so takrat povabljeni, bodo pa tudi znotraj samega programa Obzorje Evrope v prihodnje načrtovani določeni vsebinski in pa tudi, zdaj konkretno jaz govorim o delavnicah z mojega področja, ne, ampak za te splošne pa bojo organizirane, ne, to bo tudi Darja tudi govorila o tem, ne, sploh kar se tiče finančnega, naprimer priprave finančnega načrta, pa teh splošnih navodil, ki so zelo pomembna pri pripravi. Tako da to ministrstvo načrtuje v prihodnje. Ja, konkretno, da tem specifično, da bi pa to tematiko nekako, je pa skozi Net for Society, pa seveda to, ne, da se poveže na ta način. Ja. Če ni dodatnih vprašanj, potem jaz mislim, da se lahko še enkrat zahvalimo z enim velikim aplavzom za tole predstavitev. Najlepša hvala doktorju Davorju Kozmosu z nacionalne kontaktne točke Obzorje Evropa, ki je torej predstavil tako delovni program, kot tudi aktualne razpise. In ja, verjamem, da smo izvedeli marsikaj novega, marsikaj zanimivega, kar nam bo koristilo tudi kasneje pri nadaljevanju debate. In sicer izvedeli smo torej, kako deluje program Obzorje Evropa.